Javni razpis za ranljive skupine je bil javno objavljen in je bil namenjen oziroma je namenjen za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev. Veste, da je to že takoj od začetka epidemije naš fokus, da pomagamo zaradi psihosocialne krize, ki jo je povzročila epidemija. Bila je ustanovljena razpisna komisija, 5-članska, in o vlogah oziroma potem prejemnikih teh sredstev je odločala ta 5-članska strokovna komisija. Razpisna dokumentacija jasno določa pogoje in je še danes objavljena na spletni strani gov.si. Vse je ves čas potekalo popolnoma transparentno. Vse izbrane organizacije, 17 jih je bilo, ki so ustrezale merilom, so prejele toliko sredstev, za kolikor so zaprosile, torej so same ovrednotile svoje programe. Komisija na ministrstvu torej teh vrednosti dodeljenih sredstev ni določala oziroma zniževala. Torej skupaj je bilo 17 organizacijam podeljeno skoraj 2 milijona evrov. Lahko rečem, da so med prejemniki, kar je krivica do teh ostalih, da se jih ne omenja, so med prejemniki tudi Zveza prijateljev mladine, SOS telefon, Rdeči križ, Karitas, Kralji ulice, Društvo Spominčica, Alzheimer in mnogi drugi, še Inštitut za preučevanje enakosti spolov iz Maribora, Slovenska filantropija in drugi. Ob dejstvu, da sem izločen iz vseh postopkov, ki bi lahko bili potencialno konfliktni, tako na zavodu kot na ministrstvu, moja dolgoletna pripadnost zavodu temelji na prostovoljnem delu, od katerega nimam nobene finančne koristi. S soprogo že vrsto let, dobrih 15 let, sodelujejo kot prostovoljca v številnih preventivnih in izobraževalnih programih zavoda, s čimer iz lastne odločitve podpirava programe za podporo družin v vsej Sloveniji. Mislim, da preventiva in kurativa na področju dobrih odnosov je še kako pomembna, sploh pa v tem času. Mislim, da tudi svojo držo dokazujem, da se povsod zavzemam za dostojanstvo vsakega človeka in to je znano prej in zdaj, ko sem minister in ko nekoč ne bom več, in za spoštljive odnose in taka je tudi moja drža osebno in kot minister.